Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Rak odpusti. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živel rak, ki ni imel svoje hišice. Iz dneva v dan je postajal vse večji in nekega dne si je moral poiskati nov dom. Polž in ribe so mu radi pomagali, a nekega dne so po rakovem prepričanju pozabili na svojo obljubo. Rak je prosil polža, če mu prinese svojo hišico, ki je ne potrebuje več. Polž bi mu jo z veseljem podaril, a se je po poti zataknil za kamen in šele nočni valovi so ga rešili. Naslednjega dne je hitel k raku, a počasen kot vsak polž je na cilj prispel šele zvečer, ko je rak že trdno spal. Ker polža ves dan ni bilo, je razočaran rak prosil ribe, ali mu pomagajo najti nov dom, da bo spanje prijetnejše. Vse so v en glas pritrdile in hitro krenile na pot. Srečale pa so prijateljice, s katerimi se že dolgo niso videle. Veliko so si imele za povedati. Na koncu pa so skupnimi močmi raku našle nov dom in mu ga pripeljale. On pa je že trdno spal. Jezil se je na svoje prijatelje. Prepričan je bil, da so pozabili nanj. Trmasto si je govoril, da se nikoli več ne bo z njimi igral in da nikoli več ne bo njihov prijatelj. Slabo je spal, vso noč se je zbujal in jeza ga je tiščala okoli srčka. Ko je zjutraj odprl oči in raztegoval svoje zvite nogice, je zagledal kar dve prelepi hišici. Jeza in trma sta ga počasi popustili. Ugotovil je, da bo naslednjič moral biti potrpežljivejši. Ko je popoldan srečal polža in ribe, so mu vse razložili in se opravičili. Smejal se je in prav nič jezen ni več bil. A povedal jim je, kako se je počutil. Priznal je, da ni več hotel biti njihov prijatelj. Naučil jih je, tako kot sebe, da se bo treba potruditi videti stvari skozi oči drugega in hoditi po njegovih stopinjah. Kaj to pomeni? Vedno se je treba vprašati, zakaj je nekdo nekaj naredil. Zagotovo obstaja razlaga, čeprav še ne vemo kakšna. Ponosno je užival v svojih dveh hišicah. Prijatelje je še velikokrat povabil na obisk. Ko pa ga je naslednjič okoli srčka tiščala jeza, se je pogovoril sam s sabo in svoji jezi povedal, da zagotovo obstaja razlaga. Le počakati bo treba nanjo. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.